Dobrodošli na ta veseli dan kulture v Mestnem muzeju Ljubljana, pa čeprav samo virtualno. Popeljala vas bom na kratko prav posebno vodstvo in vam povedala nekaj zgodb, ki so samo moje. Začela bom kar v naši prvi sobi, kjer vas pozdravijo obrazi in portreti ljudi. Tole je umetnina, inštalacija Damjana Kracine, ki smo ga prosili, da iz naših depojev vzame predmete in predstavi našim obiskovalcem naše izhodišče. Zgodovino mesta ustvarjajo ljudje. Taki, ki jih zelo dobro poznamo, taki, za katera vemo samo imena in mnogo anonimnih, o katerih pravzaprav ne vemo nič. In če bi vi radi soustvarjali našo zgodovino, je zdaj čas, da se vprašate, kako prispevate v življenju mesta. In če ne najdete nič drugega, pridite, ko bo korone konec, v muzej, postavite se med vse te obraze in se fotografirajte. Tudi tako boste postali del naše zgodovine. No, pa pojdimo zares v zgodovino. Tako rekoč v prazgodovino. In tukaj bom delila z vami mojo prvo zgodbo. Zgodbo o leseni konici iz Tisovine. Stara je okrog 40 000 let in to v meni zbuja globoko spoštovanje. Še posebej, ker je tako lepo obdelana. Naši predniki, v tem primeru še neandertalci, so res obvladali svoj posel. In to je tisto, kar mora človeštvo ohranjati. Znanje, izkušnje, dosežke. In dosežki ne nastanejo kar tako, ampak se razvijajo. In ta razvoj je zelo lepo viden pri izdelavi posodja iz gline. Govorim o koliščarskem posodju. Koliščari so bili tisti, ki so prvi stalno poselili naš prostor in so bili že iz skupine Homo sapiensa. Sklepamo, da so posodje izdelovale predvsem ženske. Ampak kot vidite, tukaj so posebno majhne skodelice. In na teh majhnih skodelicah so še manjši odtisi otroških prstov. Matere so svojim otrokom dale kos gline, da so lažje dočakali, da so opravile svoje delo. Hkrati pa so se verjetno tudi učili, kako izdelovati pravo posodje. Izdelovanje stvari v prazgodovinskih časih je bil za človeka zelo poseben proces. Brez tega bi težko preživeli. In tukaj imamo izdelek, ki še posebej izstopa. Gre za najstarejše leseno kolo na svetu. Res je posebno, ampak mene z njim veže še bolj posebna zgodba. V času, ko smo ga dobili v muzej, sem skrbela za promocijo. In tako sem imela privilegij, da sem bila med prvimi, ki so ga v muzeju sprejeli. Pripeljali so ga v veliki posodi z vodo, saj je šlo za posebno najdbo, moker les. Če bi ga za krajši čas izpostavili zraku, bi se sesul v prah in nikoli ne bi uspeli povedati njegove zgodbe. Tako pa je čakal v vodni kopeli, da najdemo rešitev, kako ga ohraniti za zanamce. In v tistem trenutku, ko sem strmela v vodo, se je del mojega telesa, tale roka, obnašal zelo neposlušno. Še preden sem se zavedala, sem z roko segla v vodo in se dotaknila tega 5200 let starega predmeta. Občutek je bil nepozaben. Čeprav danes nisem prav ponosna na to svoje dejanje, saj sem po osnovni funkciji kustodinja, pa težko rečem, da mi je žal. Še posebej, ker je kolo preživelo ta moj poseg in ga danes s ponosom kažem v javnosti. Ni pa to nekaj, kar bi posnemali, lepo prosim. Prazgodovina je na tlu današnje Ljubljane trajala kar nekaj tisoč let. Dejansko pa je prvo urbano naselje nastalo v rimskih časih. Iz tega časa je zame prav posebna najdba tale grob. Leta 2015 smo ga našli na Slovenski cesti in
Bil je povsem intakten. Kamnit sarkofag, steklena žara in vsi tisti predmeti, za katere so takratni ljudje verjeli, da jih človek potrebuje pri prehodu v novi svet. Pravzaprav najdba niti ne bi bila posebna, če ne bi znanost prinesla tisto pomembno razliko. Namreč s pomočjo DNK-ja so arheologi odkrili, da gre za grob zdravnice, ženske. Ženske, ki je v zelo patriarhalni družbi uspela doseči nekaj tako pomembnega, kot je bil poklic zdravnika v tistih časih. In tako lahko ženske s ponosom gledamo že na našo prednico v antičnih časih. Očitno je znanje, sposobnost in seveda zelo verjetno trdna volja tista, ki tudi v težkih trenutkih pripelje do tistega, kar si zares želimo. Morda. To je moja zgodba. Kaj je bilo v resnici? Mogoče bo znanost še kaj dodala. Mogoče pa bo za vselej ostala skrivnost. Pa si oglejmo še kakšno drugo skrivnost. Morda v srednjem veku. Za nas ostaja skrivnost, kako je mesto dobilo svoje današnje ime Ljubljana. Obstaja veliko razlag, še vedno pa nismo sigurni, katera je resnična. Tudi ne bom vam nič povedala o tem, kako smo dobili prvega župana. Ustavila se bom čisto pri majhnem predmetu, lahko ga celo primemo v roko, ker je tole replika. Gre za zibelko z dojenčkom. Zgodba pa je res posebna. Ko smo uspeli prenoviti palačo, v katero smo izkopali klet, ki je prej ni imela, se je le nekaj dni pred odprtjem v tej kleti nabralo skoraj do kolen vode. Ne arheologi, ne gradbinci niso vedeli, od kod ta voda. In ko so raziskovali, so odkrili ostanke 4 domcev, v sredini med njimi pa je stal vodni zbiralnik. Govorimo o 15. stoletju, vodni zbiralnik pa je bil tako rekoč nedotaknen. Z lesenim dnom in kar nekaj blata, v katerega je bila skrita tale zibelka z dojenčkom. Ko je naš kolega segel na dno, je bilo njegovo veselje morda skoraj tako veliko kot moje, ko danes pripovedujem tole zgodbo. Kot vidite, je predmet razstavljen kot igrača. Zelo verjetno, vendar v tem predelu mesta takrat niso živeli prav bogati ljudje. Morda pa so imeli otroci srečo, da sta bila oče ali mama malo umetnika in sta izdelala tovrstno igračo. Lahko pa je zgodba povsem drugačna. Lahko govorimo o votivnem predmetu. Recimo, da je bil par, ki ni mogel imeti otrok in je dal izdelati zibelko z dojenčkom zato, da bi odvrgal vodnjak s prošnjo, da se tudi njima uresniči želja. No ja, kakšnih hudih dokazov nimam ne za to, ne za drugo teorijo. Dejstvo pa je, da nam zibelka pove veliko o tem, kako so takrat ravnali z otroci. Kot vidite, so tesno poviti kot štručka. No, tale štručka bo ostala tukaj, mi gremo pa naprej v novi vek. Ko sem razmišljala, kateri predmet bi izbrala med predmeti novega veka, se je moje oko ustavilo pri beraški znački. Mesto je od nekdaj skrbelo za svoje meščane. In 17. stoletje ni bilo prav enostavno stoletje. Mnogo ljudi je ostalo brez sredstev za preživljanje. In mesto je za take poskrbelo s tem, da jim je dodelilo beraško značko, s pomočjo katere so potem lahko svobodno beračili in skrbeli za svoje preživetje. Ja, mesto je skrbelo za svoje. Ta delitev na naše in vaše pa je v zgodovini mnogokrat prinesla težke in bridke trenutke. Tudi našemu mestu, ne le enkrat. Za enega takih trenutkov
velja tudi druga svetovna vojna. Zgodbo, ki sem jo izbrala med predmeti, ki govorijo o tej temi, pa pripoveduje tale mizica. Zame je posebna, ker sodi med ene prvih predmetov, ki sem jih pridobila kot mlada kustodinja za ta muzej. Bila je last dr. Edvina Suharja, ki je živel v vili na Smoletovi ulici in je bil v času med obema vojnama zdravnik. Zdravil je tudi tobačne delavke. Vendar pa s to mizico ne nastopa toliko kot zdravnik, pač pa je bila tale mizica postavljena ob vhodu v njegovo ordinacijo. In ker je tudi po vojni večkrat poskrbel za njo, da je bila lepo obnovljena, sem jo jaz dobila precej zlepljeno z barvo za les, tako da, ko sem jo pridobila, nikoli nisem dvignila pokrova. Pokrov so šele dvignili restavratorji, ko so jo želeli primerno restavrirati in pripraviti za razstavo. Takrat pa se je pokazal mali čudež. V omarici je skrit radijski sprejemnik. In tukaj zgodba lepo dopolnjuje zgodovino. Namreč iz zgodovine vemo, da je druga svetovna vojna tudi medijska vojna. In enako je bilo v Ljubljani. Odporniško gibanje je zelo zgodaj začelo oddajati svoje radijske oddaje in pozivati Ljubljančane k uporu. Ker okupatorju ni uspelo izslediti oddajnika, so zaukazali, da morajo vse radijske sprejemnike Ljubljančani prenesti na policijsko postajo. Doktor Suhar tega ni storil. Svoj radijski sprejemnik je skril v tole mizico in tako je lahko celo vojno poslušal Radio London in Radio Osvobodilne fronte. Precej lepa zgodba. Doktorju Suharju so po drugi svetovni vojni nacionalizirali hišo. Zato so v njegovi vili dobili svoj dom tudi moji prijatelji. To pa je tudi tisto, kar je omogočilo, da je ta zgodba prišla danes v muzej. Pa poglejmo še našo zadnjo zgodbo. Zgodbo o najbolj priljubljenem predmetu z naše prejšnje stalne razstave. Govorim o fičku. Za mnoge mlade ljudi je to nekaj, česar se ne spomnijo več. Jaz sama sem se z družino še vozila v tem vozilu. Na razstavi pa ni zato, ker se ga jaz spomnim, pač pa zato, ker imamo v našem muzeju tudi skupino, ki zbira življenjske zgodbe. Gospe v skupini so nam povedale, da so se s takim fičkom zelo pogosto peljali cela družina, 5, včasih tudi kakšen član več, ali pa so seboj vzeli še 4-nožnega prijatelja. Na prtljažniku pa so imeli vso prtljago, ki so jo potrebovali za 14 dni, vključno s kamping opremo. Kakšna je bila ta vožnja, si danes težko predstavljamo. Morda si predstavljamo, da je bilo tesno. Verjetno pa nihče več ne pomni, da je takrat vožnja do morja trajala 4 dolge ure. In to po klancu navzgor in po klancu navzdol. Mnogi starši so ob vrvežu otrok zgubili živce in prižgali kakšno cigareto. Takrat še niso vedeli, da tudi pasivno kajenje škoduje. Danes to vemo. No, in naj bo to izhodišče, zakaj priti na našo razstavo. Zgodbe, ki jih predstavljamo, so nam lahko zelo pomembno izhodišče za izboljševanje. Ne samo danes, ampak tudi prihodnosti. Katere zgodbe so tiste, ki jih ne želimo več ponoviti? Katere zgodbe pa so nam navdih, da bi jih radi nadgrajevali še v prihodnosti? Pridite in poglejte, takoj, ko bo korona mimo, takoj, ko jo bomo spravili v muzej. Vse dobro in vesel dan kulture.